Hvala lepa. Moram reči, da sem izjemno vesela, da lahko v dolgem času pred polno dvorano tako lepo pozdravim občinstvo, tako da res iskrena hvala, da ste prišli in mi smo tudi presrečni, da nismo ves čas za ekrani, prek Zoomov in tako naprej. Čeprav bomo z veseljem tudi to nadaljevali, če bo potrebno, ampak res izjemna priložnost, tako da z veseljem vam predstavim, kaj smo in če bomo snuli v založbi Hart v preteklem letu, pa seveda tudi novosti v letu 2022. Malo smo kameleončka za spodbudo vsem paru in oblik smo v zadnjem času. Začela bom z otroškim programom in potem naprej na stvarno literaturo, prevodne knjige in tudi leposlovje za odrasle. Moje ime je Maja Jug Hartman, za tiste, ki se še ne poznamo, in sem direktorica založbe Hart. Tole so novosti, nekatere že išle, nekatere pa bodo v kratkem. Tale slikanica, kdo se boji velikega volka, je ravno v kroženju, pretekli mesec je išla in sicer je to ena taka poučna, kratka zgodbica. Vemo, da imajo otroci ves čas strahove pred temo, pred velikimi živalmi, pred neznanimi stvarmi, in če jim predstavimo na tak prijazen način, so lahko stvari povsem drugačne. Tukaj je že ta ilustracija začetna, prikazuje velikega volka, kako straši otroka, rečemo nekako od 3. leta naprej je ta slikanica namenjena. Potem pa spoznava, da je ta volk lahko čisto prijazen in s pomočjo določenih slikčic tudi šteje. Se pravi, volk ima eno za eno piko na klobuku, pa ima očala pred dvema očesoma, pa potem ima na tačkah 4 barvne copate, skratka vse do 7 šteje zraven in na koncu je ena taka luštna sličica, ko skupaj z prijaznim volkom tudi zaspita. No, ker so časi taki, da je lepo, če smo prijazni drug do drugega, smo se odločili tudi za eno tako darilno knjižico, Mala knjiga prijaznosti. Večinoma so to ilustracije, take črtne, Vršiček je glavni junak in zraven prikazuje, kaj je prijaznost, kaj lahko naredimo za drugega, majhne stvari, drobne pozornosti, pomagamo, rečemo hvala, delimo nasmeh in vse to povzroči tudi, da te drobne in dragocene stvari prejmemo nazaj. Ta knjižica izide v marcu, no potem je pa, kot veste, v založbi Hart smo nekako, naše temeljno poslanstvo so poučne knjige, se pravi knjige s področja naravoslovja, tudi leposlovja, ki poučujejo oziroma poskušajo določene teme prikazati na čim bolj preprost, prijazen način in s tem tudi pomagati učiteljem, vzgojiteljem in staršem približati določene teme. No, to je pa nova knjižica, Dojenček v materinem trebuhu, ker je danes ta priložnost, da nismo samo v slikah, vam izvod pogledni lahko tudi pokažem, kdo bo želel, si jo lahko tudi vnaprej ogleda. Imam samo en izvod, knjižica še ni šla, ampak ker je v koediciji, dobimo te naslove vnaprej, tako da sem z veseljem prinesla nekaj knjig tudi s seboj. Torej, zakaj gre? Klasična zgodba. Bratec bo dobil sestrico, kaj pa zdaj? In številno vprašanje, oziroma tukaj sta celo dva, bratec in sestrica, bosta dobila dojenčka. Grozno ju seveda skrbi, kaj se bo zgodilo, kaj bo zdaj ta dojenček prevzel neko drugo mesto v družini. Predvsem pa ju najbolj zanima, kako je do tega sploh prišlo, kako je
dojenček v maminem trebuhu kar zrastel, ne, in kaj se bo zdaj zgodilo in kaj se je že prej dogajalo. Tako da je to ena taka klasična, poučna, zanimiva zgodbica, ne, samo zgodba, ne, napisana je kot zgodba, ampak dejansko poučuje, kako pridejo otroci na svet. Ne. Je pa to prevod iz nemščine. No, potem naslednja slikanica, Dobrodošla Eli, prevod iz katalonščine. Tukaj pa gre za eno tako inkluzivno temo o zajčici, o družini, ki se preseli v nekam drugam, v drug gozd, no, če tako rečemo, ne. In zajčico Eli grozno skrbi, kako jo bodo sprejeli. Ne. In je ne samozavestna, ne ve, kako bo, nima nobenega poguma. Skratka, poskuša se z različnimi kostumi spremeniti v nekaj drugega. Ne. In vsakeč seveda spodleti. Ne. Ali se obleče v ptiča, ali se obleče v grm, ali kakorkoli, vsakeč je nekaj narobe. Ne. In na koncu seveda ide, da obrazloži, da bo najboljše in najlepše, če bo kar to, kar je. Torej, da se ne poskuša preobleči, spremeniti, prilagoditi v nekaj, kar ni, ampak je sama to, kar je Eli. To so nove slikanice. No, 2 slikanici sem še vseeno, verjetno ti so že tudi v knjižnicah, pa tudi na prodajnih mestih, jih že verjetno poznate. Sta bili pa zelo lepo sprejeti, tako da sem jih še vključila v ta naš program. Lani sta išli tudi tako poučno temo, imata škatla polna ljubezni, torej mladi medvedek, ki želi za mamo lepo darilo, in kupi bombone, čokoladne in na koncu so tako dobri, da jih od prvega do zadnjega sam poje. Kaj zdaj mami podariti? No in potem z očetom najdeta rešitev, da škatla ni samo vsebina, ampak je lahko karkoli. Škatla polna ljubezni, ampak na koncu vseeno spečete tiste piškote. Ni samo prazna škatla ljubezni dovolj, pač da se na nek način povežeta in za mamo pripravite lepo darilo. Druga je pa Jakobova bralna rešitev, spet deček, ki ima težave z branjem, zapostavljanje sam, želi si, da bi bolje bral, da bi bil bolj nekako sprejet in tako naprej. Trudi se, ne gre mu, in potem najde rešitev in bere mačkam. Se poznate to verjetno tudi v vaših okoljih, tačke, pomagačke, branje kužkom, branje mačkam, kako ta v bistvu čustveni odziv, ki ga otroci ob stiku z živaljo nekako doživijo, tudi pomaga nekako prepreke, ki jih imajo ob branju ali pa ob doživljanju česarkoli, pomaga to zelo na učinkovit in prijeten način. No, nova zbirka, Kako je biti viking, rimski gladiator, vitez in pa bojevnik iz kamene dobe. To je pa nova zbirka, malo bolj taka, rekla, na sodoben način, stripovski, prikazana so določena zgodovinska obdobja, ki so zanimiva seveda, bolj za fante, pa tudi za punce, kako se uriti, če želiš postati viking, kar tako malo, včasih na en grob način, ali pa gladiator, opisuje bitke, se pravi izbore, tudi kako se v določenih situacijah, tako kot je bilo, torej brez kakšnega olepšavanja, bitke so grobe in na nek način je to sicer humorno in zelo lepo
pač prikazano z ilustracijami, hkrati je pa tudi poučno. Pravi, določeno zgodovinsko obdobje je prikazano preko ilustracij in preko zgodb, ki so se dogajale v preteklosti. Torej, Vikingi, rimski gladiator, že v mesecu marcu. Uganke. To pa moram reči, da sem vsakič vesela, ko nas nekako pobarajo, da so te uganke zelo lepo sprejete in če bo išla še kakšna nova, torej v preteklem času so bile to detektivske uganke, pa potem zgodovinske uganke, no letos v januarju pa so išle znanstvene uganke, torej 25 tem, včasih kar zapletenih, včasih zelo preprostih. Skratka, to rešujejo otroci in odrasli. In po naših izkušnjah je to tako, da otroci celo prej najdejo rešitev, zato ker imajo boljši dar opazovanja, če tako rečemo, ne? Ker s pomočjo ilustracij lahko včasih uganejo rešitev, ki je povsem preprosta, pa je odrasli sploh ne vidimo. Ne? So pa nekatere malo bolj zagonetne, kjer pa potrebujemo logiko, mogoče celo nekaj znanja. Tukaj pa potem vskočimo odrasli oziroma učitelji ali pa v družinah se te uganke potem skupaj rešuje, točkuje in je lahko to kar zabavna taka družabna igra. Je pa tudi tako, da jih lahko rešujemo večkrat, ker vsaj tisti težje, ne, so tako zagonetne, da sčasoma tudi pozabimo, kakšna je rešitev. Četrta je že v prevodu, so pa umetniške uganke, torej z različnih področij. Nekaterim bo leži zgodovina, znanost, umetnost ali pa detektivke, ne, in v tem sklopu te uganke nastajajo. No. Imamo pa še eno, ki je tukaj nisem vključila, sem jo pa prinesla s seboj, ki je na podoben način narejena. Tudi je neka detektivska zgodba in sicer Brivnica, klub Brivnica. Ta se pa dogaja, bolj detektivska, je kriminalna zgodbica, tudi z takimi stripovskimi ilustracijami. Ta se pa dogaja v 20 letih prejšnjega stoletja in sicer spet, ne, je to ena taka Sherlock Holmes tema, kdo je kriv, ne? Torej zgodil se je nek dogodek in zdaj ugotavljajo, kdo je krivec in na kakšen način. Ne? Tako da je tudi to ena taka uganka, če tako rečem, malo bolj v literarnem smislu, kot so preostale uganke iz te zbirke. No, dve knjigi, ki sta proti koncu prejšnjega leta išli, Mami znam kuhati, mogoče kot omemba, zato, ker je to knjiga brez besedila, oziroma otroci lahko to knjigo uporabljajo, ne da bi znali brati, seveda z podbudnim očesom odraslih, kajti za štedilnikom pečico otroci sami ne smejo biti, ne? Lahko si pa pomagajo z sličicami in z merilniki, ki so zelo preprosti, tako da sami pripravijo preproste sladice, ne? In pri tem neznansko uživajo. Bodi si, da jih je več hkrati, bodi si posamično, ampak to je pač knjiga po metodi Montessori, se pravi, da je primerna že za predšolsko obdobje in kot rečeno, otroci lahko sami berejo to knjigo brez znanja branja. No, pa še nekaj idej za dež, ne? Letos imamo kar srečo z vremenom, ampak deževne dni nas še čakajo, ne? In takrat je fino, da imamo čim več idej, kako zapolniti ta čas, kaj lahko počnemo na deževen dan, pa seveda ni nujno, da ravno dežuje, ampak takrat imamo nekoliko več časa in ni nam ga žal, ne? Da porabimo za kakšen drug način. Torej, 25 idej za zabaven dan. To zbirko
mislim pa, da ni potrebno posebej predstavljati, ampak smo zelo, zelo veseli, da jo še vedno imamo in nadgrajujemo. Torej, v lanskem letu so išli pajkovci, namreč to so določevalni ključi, biološki, profesor dr. Barbare Bajt, ki jih ustvarja že 25 let. No. V naši založbi jih je išlo 15. Torej, 15 bodo kobilice, doživke so v tisku, pajkovci so bili lani tema tudi za Proteussovo tekmovanje, smo se odločili za te organizme. Posebnost tega je, da so to živali in rastline, ki živijo pri nas v Sloveniji. Torej, najbolj tipične, ki jih lahko vidimo na vsakem koraku, če tako rečemo. Ne? To niso kakšne eksotične vrste ali pa živali, ki jih ne poznamo. Je pa res, da jih večinoma ne poznamo, zato ker nismo pozorni, da jih vidimo oziroma da jih razlikujemo med seboj. Ne? In ravno temu so namenjeni te dihotomni ključi, namreč, da s pomočjo izločanja določenih lastnosti pridemo potem lahko sami do tega, da določimo žival. Ne? Po vsaki knjigi je nekako med 20 in 40 organizmov opisanih, odvisno tudi od tega, koliko jih v Sloveniji živi. Ne? Če so bolj pogoste, pa če se bolj razlikujejo med seboj, jih je lažje opisati, ne? Kot če so redkejše. Ne? Tako da lani so išli iglavci, pa potem pajkovci. Dvoživke je profesor Barbara Bajt že enkrat napisala pred 23 leti in smo jih zdaj prenovili, oživili in preoblekli, no, tako da bo to dopolnjena izdaja. Nove pa so kobilice, ki bodo pa išle prihodnji mesec. To izbirko smo tudi prevedli, alpske rastline in morske ribe so išle v angleščini, medtem ko listi in morski polži pa tudi v hrvaščini. Tako, včasih naredimo kakšne primerke, na pobudo, željo, potrebe tujejezičnih trgov in potem to tudi ponudimo pri nas, ne? Tako da je tudi to možno. No, ena pomembna za nas se nam zdi, knjiga je šla v lanskem letu, Človečnjaki, kdo smo, odkot prihajamo. Tudi profesor dr. Barbara Bajt je avtorica. Namreč ta knjiga je tudi ena zgodba, ne? Ko pridejo, na primer, otroci, predvsem, no, lahko tudi predšolski, ampak večinoma taki, ki že malo bolj razumejo, rečemo za drugo triletje, ne? Iz šole, ko se začnejo, ne? In pravi sin, mama, rekli so mi, da sem neandertalec, ne? Niti ne vejo, kaj to pomeni, niti pač nimajo ne znanja, ne kakorkoli si niso o tem nejasnem, ne? Ampak sliši se pa precej grozno, ne? Tako neandertalco mi rekel. Ne? No in potem mama, ki je slučajno tudi znanstvenica, ki to dobro pozna, sinu obrazloži, ne? Kako so se razvijali evolucijsko človečnjaki, kako so živeli, kako so se selili, kako so se imenovali, ne? In tudi recimo zanimivo je, avtorica poseduje dragocene zbirke, naprimer ostankov fosilov lobana, ne? In jih je tukaj tudi predstavila. Saj so si zelo podobne, nepoučenemu očesu pravzaprav nič ne povedo in tudi niso, se ne razlikujejo tako med sabo, ampak za preprostim besedilom, pa še s temi zanimivimi ilustracijami Uroša Čokla in pa potem malo več poznanega. Ne? Vidimo, da so v bistvu bili ljudje tudi v preteklosti že kar precej razviti, da niso vsi živeli hkrati, ne? Da so se začele razvijati tudi med njimi določene socialne relacije, vrednote. Ne? Tako, mislim, na en tak poučen način lahko vidimo, ne, kdo smo in odkot prihajamo. Kranjska sivka, seveda tudi profesorica Barbara Bajt, naša hišna in uveljavljena avtorica. Kranjska sivka je pravzaprav išla že v letu 2017, ko smo prvič praznovali Svetovni dan čebel.
Ampak lani smo jo oblekli v obleko, v trdi vezavi, no, zato ker je pač lani šla, taka malo bolj prestižna, lepša, ne, kot samo v mehki, smo jo pač dali tudi v ta naš seznam in program, kajti kranjska sivka, ne, je tudi ena izmed avtohtonih živali, na katero smo izjemno ponosni in vsako leto, ne, pa tudi med letom se veliko dogaja okrog tega, ne, od prehrane do poznavanja čebelarstva, urbanega čebelarstva, čebelje poti, skratka, čebele nas spremljajo in so res v bistvu naše zaveznice v vsakdanjem življenju in prehrani. Zbirka naravoslovni možičkovi naravoslovni oreščki smo poimenovali možički zato, ker ti možički, popetljački, ki tukaj po naslovnici in tudi vsebini razlagajo in sprašujejo, ne, so v bistvu ena taka pogovorna pač oni so tisti, ki se z nami ukvarjajo, ne, in razlagajo. Gre pa za res zgodne naravoslovje. Naravoslovje je včasih zelo težko razložiti, še posebej nestrokovnjakom in se ga potem kar na nek način malo izogibamo, obidemo in počakamo, da se bodo otroci to naučili v šoli. Otroci pa so radovedni in želijo odgovore takoj, že ko so zelo majhni, že v predšolskem obdobju, potem naprej. In v bistvu je zapletene pojave najtežje razložiti na zelo preprost način. In to te knjige omogočajo. Skratka, ali bo šel voz hitreje, če ga bodo vlekli 3 zajci ali samo eden, ne, na preprost način. Skratka, tudi slikovno je zelo bogata, so sicer fotografije, pa tudi ilustracije, kjer so vključene živali, ki so prijetne, prijazne, ne, in vse je nekako narejeno na en tak poljudno, znanstveni način, ki te teme, kot rečeno, približa otrokom. Pa seveda tudi vzgojiteljem in staršem omogoča, da na zelo preprost, kratek in jedrnat način obrazložijo te teme. No, na kratko, lani je šla še 4. knjiga Svetovna zgodovina nemirno zadnje stoletje, opis 20. stoletja, vse, kar se je dogajalo, in je v zbirki Svetovna zgodovina zadnja izdaja. No, zdaj pa gremo malo naprej na kulturno dediščino in gastronomijo. Poznaj se bom še vrnila k najpomembnejši zbirki, ki je šla lani, profesorja doktorja Janeza Bogataja. To sta pa 2 novosti. In sicer, glede na to, da smo izdali kar nekaj kulinaričnih knjig, gastronomskih, samo lani 6, no, smo potem dobili pobudo in željo po tem naslovu, torej gastronomska diplomacija v Sloveniji. Kaj to je, kako jo obravnavamo, skratka, kot neke vrste bonton, ne, in načine vedenja, ki so malo navezani tudi na pretekle dogodke in tudi na to, kaj lahko še v slovenskem prostoru tudi naredimo na tem področju. Ne. Zelo pomembno je to tudi za izobraževalni sistem, tako za osnovne, srednje, strokovne šole, pa tudi seveda za diplomacijo, protokol in ostali dele, ki so povezane z gastronomijo. Torej, hrana, najstarejše diplomatsko orodje, je pa naslov, ne? To že kar veliko pove. Druga knjiga je pravzaprav tudi priredba profesorja Bogataja, ki se navezuje na dogodke in slavnostne dogodke, ki so povezani z maturo, ne, torej z tem prestopom v odraslo življenje. In tukaj gre tudi za kulturno dediščino, ki je pri nas, ne, v Sloveniji ima zelo veliko
kaj ne rečem, dogodkov, ki so na ta način prikazani, tako da si tudi bodoči maturantje predstavljajo, kaj je matura bila včasih, da to ni samo neka žurka, pa končni izlet, ampak da ima tudi bogato kulturno dediščino iz preteklosti. No, tole pa je ena taka barvna lestvica, knjig, ki so že pred časom izšle, štruklji so bili lani, koliko gričev, toliko okusov, bogatstvo okusov Dolenjske tudi. Slovensko potico smo prvič izdali 2018, ampak smo jo tukaj dopolnili potem, ko je Slovenija oziroma slovenska potica dobila tudi priznanje na ravni Evropske unije kot tradicionalna geografska posebnost in smo to vključili v ponatis oziroma v novo izdajo. Nekaj knjig smo pa v letošnjem letu tudi prevedli, ker se nadejamo, da je Slovenija seveda zanimiva država tudi za tujce obiskovalce ali kakorkoli tuje govoreče ljudi, ki nas obiščejo ali tukaj živijo, smo določene vsebine iz naše kulturne dediščine prevedli tudi v angleški jezik in te knjige bodo na voljo potem v mesecu maju. To je Slovenija potica, ki smo jo že imeli, zdaj izide še v trdi vezavi, pa potem štruklji prevedeni in pa Chicken Funny and the Story of Slovenia, to je pa prevod knjige Kokoška Fani v Sloveniji. Ilustracije, ki jih je narisal karikaturist Marko Kočevar in potem ubesedil profesor dr. Janez Bogataj v eno tako zgodbo z vsemi značilnostmi Slovenije. No, za konec pa še, mogoče malo netipično za našo založbo, pa vendar smo se odzvali pobudam, torej 2 knjigi za odrasle, celo za starejše bralce, lahko rečem. Kavni krog je nastal lani izpod prerisa avtorice Barbare Hanuš, če se spomnite, napisala je tudi Križ kralj Slovenijo poznaš, ki je pred časom išla pri naši založbi, pa tudi druga didaktična gradiva, veliko člankov, piše za Ciciban, učbenike, skratka, Barbara Hanuš je priznana avtorica, no tukaj se pa lotila teme odraslih oziroma starejših, tistih, ki so nekako v zadnjem obdobju življenja in vendar imajo še neko iskrico, željo, dogodki so pač postavljeni v obmorski dom starejših občanov in te zgodbe se dogajajo ob kavi, zato tudi kavni krog. Pred časom smo imeli tudi eno lepo predstavitev v knjigarni Konzorcij. Moram reči, da je vedno to tak lep odziv, in verjetno bi avtorica tudi z veseljem obiskala kakšno od vaših knjižnic in pač bi organizirali tak pogovor, ki je zelo zanimiv, kar čustven, bom rekla. Zgodbe pa so take hudomušne, realne, realistične, nekatere malo žalostne, ampak takšno je pač življenje, kot kava. No in še zadnji tandem. To je pa prevod iz katalonščine, ravno kar pripravljen tandem, torej kot tudi v slovenščini bo takšen naslov. O tem, kaj se dogaja lahko spet v starejšem obdobju, ali nas še kaj čaka, ali smo se vdali v sodo, ali smo se zapisali rutini, smo nezadovoljni, pač preživotarimo del svojega življenja, ali pa morda se še vtrne kakšna iskrica in lahko drugače zaživimo in si popestrimo svojega življenja, tudi ena taka čustvena zgodba, ki upam, da bo pritegnila bralce. Zdaj mi pa za konec dovolite še par besed o obsežni zbirki, ki smo jo lani izdali, verjetno jo vsi poznate, ali pa jo še boste spoznali, kajti videla sem, da je precejšno že zastopana v knjižnicah, pa tudi drugod. Torej, profesor Janez Bogataj je napisal 4 obsežne
monografske knjige o slovenski gastronomiji v skupnem obsegu kar 700 strani, kjer je obdelal 24 gastronomskih regij v knjigah, kot je Alpska Slovenija, Panonska Slovenija, Sredozemska Slovenija in osrednja Slovenija z Ljubljano. To je, lahko rečemo, kar eno tako vseobsežno življenjsko delo, je pa izjemnega pomena seveda tudi za kulturno, kulinarično dediščino Slovenije. Kajti lahko rečemo, da poleg tega, da imamo veliko knjig in zelo lepih izdaj, ampak včasih smo kar v zadregi, če nas vprašajo, katere so tipične slovenske jedi, ali jih imamo res toliko. Torej, 430 izvirnih jedi in pijač z področja Slovenije, ki so bile pač pripravljene tudi v naših regijskih kuhinjah, če tako rečemo. Nekaj jedi je celo nastalo v gostišču Karavla, ki nas danes gosti iz področja Alpske Slovenije. Mogoče sreča ali pa nesreča v času, ko je bilo bolj vse skupaj zaprto, smo imeli možnost priprave te res obsežne, tudi slikovne zbirke, ki praktično opisuje vse, kar Slovenija ima, je imela in kar lahko še tudi z tega področja pripravimo. Moram reči, da je bil kar lep odziv tudi iz šolskih knjižnic, tudi osnovnošolskih, kar nas je zelo prijetno presenetilo, kot ideja za kosila, za prehrano, ki jo otroci morda malo manj poznajo, pa so povsem veseli, če jo lahko bodi si pripravljali sami, ali pa so kakšne ideje, ki jih morda na novo lahko obudijo. Potem seveda za strokovno izobraževanje, pa tudi kot darilne knjige ali kakorkoli z področja slovenske gastronomije. Je pa ta knjiga, izbor, ne v celoti, ker celota je precej obsežna, izbor vsakih jedi bo preveden tudi v angleški jezik, tudi z namenom, da predstavimo našo kulturno-kulinarično dediščino na Frankfurtskem knjižnem sejmu, kjer bo Slovenija častna gostja v prihodnjem letu. Tako malo, da zaokrožimo za to izdajo, ki je seveda brezčasna, lahko rečemo. Sicer je išla lani, ko je bila Slovenija izbrana za gastronomsko regijo Evrope, je prejela tudi že knjižna zbirka nagrado Best in the World, Gourmet Cookbook Awards, ki bodo podeljene letos junija na Švedskem, tako da ima neko prepoznavnost tudi mednarodno, česar smo res veseli in bomo tudi iz tega bogatega izvira, če tako rečemo, pripravili še kakšne nove izdaje, recimo v tej prejšnji zbirki, kjer so darilne knjižice, zdaj pripravljamo tudi slovenske pogače, recimo. Tako, torej, čas se je iztekel, vesela sem ponovno, vabim vas, da nas kontaktirate, z veseljem bodo naši avtorji tudi sodelovali na kakšnih prireditvah v knjižnicah in seveda za vse pobude, ideje in naročila bomo zelo veseli. Hvala lepa.